Manuš, bomo v nadaljevanju. Robi je z mano. Lep pozdrav. Lep pozdrav tebi, poslušalkam in poslušalcem, seveda, Ranja Ormož. Kako? Kavalirsko. Kavalirsko, to vidiš. Še vseeno ostajajo stare norme, pa normativi, to mi je všeč, vidiš. V tebi še je kaj kavalirja? Ja, hitak, to pa vedno. Nimaš kaj. Zdaj nove obveznosti prihajajo, tako da se veš. Ampak ja, jaz sem bolj stara šola, vedno bil, kakor me poznaš, se veš. Pa je v teh časih lahko biti kavalir? Pa sej, veš kaj, po pravici povedano, nimaš niti opcije, če smo čisto iskreni. Pač vsak se po nekih svojih opravkih giblje, jaz mogoče kot glasbenik zadnje obdobje, pol leta recimo zelo aktiven na oči, se pravi, tam male dve vrtec šola, pobirati in tiskati oziroma pelati v šolo zjutraj in vrtec nazaj, kosila. Bili smo 2 meseca tudi sami, takrat med prvo rundo, jaz temu rečem. Ampak ja, ne take izkušnje. Mogoče sem rekel frendu, da me to doletelka, nisem šel v vojsko, veš, ena lepa izkušnja, da vidiš, kako se treba malo drugače potruditi. Ampak ja, pač muzika ostaja, humor ostaja, kljub tem nekim ukrepom, se veš. Zdaj sam neki se čuditi, je tudi brez veze, po mojem. Imaš sedaj vojsko? Definitivno, se pravim, zdaj po mojem spet čaka, ko smo 2 tedna, kak predvidevam. Ampak lej, se moram pohvaliti, zelo vzoren starš. V unem dolgom obdobju enkrat nismo naročili, se pravi, sta punca res, se veš, to so lačni otroci, se pravi, moš kar 4-krat na dan, dokler mamica prija se potruditi. Ampak ja, lepa izkušnja, obedve lepo rasteta in sta zdrave in tako naprej, tako da to je pa najbolj važno. Oziroma, vse to je naše edino poslanstvo, ostalo je vse zdravo, če mene vprašaš, veš. Koliko pa si dejal, ti smisla za humor ni zmanjkalo in zato je tudi skladba drugač? Točno to, ja. Treba je bilo malo risati situacijo, sicer zelo neljubo, v kateri smo se znašli, predvsem glasbeni sektor in seveda vsi ostali, ampak veš, mečka nostalgije po starih cajtih vedno mora biti, tako da to se tudi čuti v besedilu. Vsak si je lahko interpretira po svoje oziroma na svoj način, kar je pa tudi se mi zdi neko tako sporočilo, ampak vedno v službi komedija, veš, jaz tem upravim. Komedija pa upanje zihar tisto, kar zadnje ugasne, tako da mi še zdaj leč nismo tam. In vzporedno skladbo tudi humoren videospot. To pa vse veš, poznaš zgodbo Manuš od začetka. Jaz sem tako vesel, da se je spet zgodil en video in sem rekel, da mora biti nekaj na temo, veš, malo te neke zgodbice. Rekel sem, da ne bi se nekaj postavil v eno dvoranco, pa da nas snemajo pač cel komad, ko mi igramo. Vse se znamo lepo pačati in smo zelo simpatični, ampak mora biti ena zgodba zraven, tako kot se večinoma bili vsi videi od Manuš in seveda se vsak izmed članov pojavil v neki vlogi, ki jo mogoče niste tako vajeni. Krešo basist je voznik Viličarjev, videl Trobentac, Luka Ipavec je tiskar, Petra Trobec je tajnica. Jaz sem pa vajenc pri lokalnem avtomehaniku, imam kar tazga ostrega šefa. Je videti. Je za pogledati video, no. Ampak vseeno, veš, sporočilo zgodbe je itak to, kot se vidi čez video, vsak v svoji službi, oziroma zraven v službi se nekaj spominja Manuša, nekaj ga sugerira na Manuš, tako da to, kar sva rekla na začetku, ne, da seveda vsak ve, da se bo to spremenili in da bo tako, kaj je bilo, ne, prej. Puške se ne sme vreči v koruzo. Ne, itak da ne. Da pač ene stvari so treba prevadati, ampak more se pa tudi kaj spremeniti. Se vedno to vsi. Bova pa zato sedaj skladbo vrgla v naš eter, zato Robe, povej, ali bo kaj drugač? Mogoče po glasbi, kot se je vajeni, mogoče ne toliko drugač, ampak lahko pa napoved naredim. Dame in gospodje, pred vami čez nekaj trenutkov Manuš drugač. Uživajte v poslušanju, poglejte si video, ki smo ga malo pravljali z Boštjanom in seveda pašte nase. Čau. Mi smo Manuš in pozdravljamo vas v oddaji Radioaktivna. Kako pa ti drugač, preveč drugač, kako pa ti drugač, za moje pojme čisto manj. Čas imam, a ga nimajo zame, mal se delam, več stvari me prevzame in čakam, da bo kaj priletelo, vse kar je bilo šlo je v parcelo. Tebe imam in ta mali sem v redu, avto dela kilometrov nisem gledal, zdaj čas je za to, da kaj spremenimo, mer vem je, če se mečkam bojimo, prej a slej bodo ventili popustili, vprašati se bomo, a zato smo se borili, kako pa kaj drugač.
preveč drugač. Kako pa kaj drugač, za moje pojme čisto manj. Kako pa kaj drugač, preveč drugač. Kako pa kaj drugač, za moje pojme čisto manj. Enim gre, drugim ne, nima veze. Vedno isti vlečejo vse poteze. Včasih je bilo vsega polna skleda, vsak rad je imel svojega soseda. Tebe manj in ta mali so v redu, avto dela kilometrov nisem gledal. Zdaj čas je za to, da ga spremenimo, bolj nam počasi glave zbistrimo. Prej ali slej bodo vedeli popustil, vprašati se bomo, a zato smo se borili. Kako pa kaj drugač, preveč drugač. Kako pa kaj drugač, za moje pojme čisto mač. Kako pa kaj drugač, preveč drugač. Kako pa kaj drugač, za moje pojme čisto mač. Rad bi, da bi se vsi razumel, ne bi se nagajal in se dober imel. Rad bi, da bi se vsi razumel, objeme bi se mal podaljeno zapel. Rad bi, da bi se vsi razumel, ne bi se nagajal in se dober imel. Rad bi, da bi se vsi razumel, objeme bi se mal podaljeno zapel. Kako pa kaj drugač, preveč drugač. Kako pa kaj drugač, za moje pojme čisto mač. Kako pa kaj drugač, preveč drugač. Kako pa kaj drugač, za moje pojme čisto mač. Kako pa kaj drugač, preveč drugač. Kako pa kaj drugač, za moje pojme čisto mač.